Dober dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Po dolgem času se znova vidimo v živo na novinarski konferenci, tudi na sedežu Nove Slovenije. Doslej so te stvari več ali manj potekale nadaljavo, kar kaže, da se počasi vendarle postopoma vračamo nazaj v neko normalnost in to je tisto, kar nas najbolj veseli. Številke v zvezi z korona primeri padajo, se izboljšujejo in vračamo se nazaj počasi, previdno v tisto življenje, ki smo ga poznali pred korona časom. Seveda tukaj se mi zdi pomembno, da storimo vse, kar lahko, da bo to vračanje čim bolj varno in čim hitrejše in tukaj je zagotovo cepljenje tisti element, ki lahko k temu bistveno prispeva. Večja kot bo precepljenost, bolj normalno bo tudi naše življenje. Zato ni odveč spodbuda vsem našim državljankam in državljanom, da izkoristijo možnost, ki jo imajo na razpolago. Cepiva je vendarle danes v Sloveniji dovolj, da vsakdo, ki želi, se tudi lahko cepi. Hkrati je potrebno kakorkoli izreči zahvalo tudi vsem tistim, zlasti pa državljankam in državljanom, ki so se držali vseh omilitvenih ukrepov in prispevali k temu, da se stvari izboljšujejo. Prav tako me veseli, da stvari v gospodarskem, ekonomskem smislu kažejo dobro. Vse naslednje številke ne lažejo in kažejo na trenutno zdrave naše ekonomije. Gospodarska rast je spodbudna, ena najvišjih v Evropski uniji. Po brezposelnosti in deležu nam gre dobro tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami, kar kaže na to, da so vsi protikoronski paketi prijeli in da dajo rezultate. In pomemben pokazatelj, kako zunanja javnost gleda na nas, so tudi dobre bonitetne ocene, ki nam omogoča relativno enostaven in dober dostop do denarja, ki ga država potrebuje za različne investicije. Zavedamo pa se v Novi Sloveniji, da je zdravstveni sistem, zlasti pa ljudje v tem zdravstvenem sistemu izčrpan in da potrebuje osvežitve, potrebuje neke nove pristope. In zato, da bo lahko tudi zdravstveni sistem po tej korona krizi ukrepal, se nam zdi ta izjemno pomembni dve zadevi. In sicer eno je, da čim prej pridemo do novega plačnega sistema v zdravstvenem sistemu. Tukaj je več stvari odprtih, tako glede plačila medicinskih sester in dviga njihovih plač, kot tudi pravična ureditev razmerij v zdravniškem poklicu. In to znotraj sedanjega enotnega plačnega sistema po našem mnenju ni mogoče storiti in je edina možnost, da zdravstveni sistem oblikuje svoj plačni sistem in začne reševati te anomalije, ki so se pokazale v vseh teh letih, še dodatno počrtale pa izpostavile pa v času te korona krize. To je pomembno zlasti za ljudi, za infrastrukturo se mi pa zdi ključen včeraj sprejeti zakon na vladi o zagotavljanju sredstev, ki bo v prihodnjih 10 letih zagotovil 1943 milijonov evrov za investicije v zdravstvo. Se mi zdi, da bomo s tem lahko naredili en velik investicijski cikl v zdravstvenem sistemu, ki bo bistveno okrepil, prenovil našo zdravstveno infrastrukturo in tako naredil naš zdravstveni sistem še bolj robusten, kot pa je doslej. Tukaj moram glede včerajšnje vlade omeniti tudi zakon o dolgotrajni oskrbi. Po vseh letih priprav, po podatkih, ki smo jih dobili, je bilo narejenih več kot 100 različnih verzij tega zakona o dolgotrajni oskrbi. Nam je včeraj končno uspelo ta zakon tudi sprejeti. V Novi Sloveniji smo bili izjemno pazljivi na način financiranja. In zato je morda tudi usklajevanje tega zakona trajalo nekoliko dlje, ker smo želeli, da breme te dolgotrajne oskrbe prevzamemo vsi državljani in ne zgolj delovno aktivni. Naša pozicija na začetku pogajanja o tem zakonu je bila, da ne moremo prenesti vse stroške dolgotrajne oskrbe na gospodarstvo, da ne more plačevati za dolgotrajno oskrbo zgolj delovno aktivno prebivalstvo,
ampak da je potrebno iznajdati sistem, kjer bomo vsi državljani, mladi in starejši, vključeni v plačevanje oziroma v zagotavljanje sredstev za dolgotrajno oskrbo. In to je možno storiti samo preko sedaj predlaganega načina, in to je, da večji del pokriva državni proračun, v določenem delu v kasnejših letih se bo pa zato tudi oblikovalo posebno zavarovanje, ker v državni proračun prispevamo vsi, mladi, stari, vsi tisti, ki trošimo in plačujemo različne davke. In tukaj smo vsekakor zadovoljni. Najverjetneje se boste spomnili, da je bilo nekaj napetosti v času še ministra Gantarja in ministra Ciglerja, zlasti kar se tiče financiranja, ampak smo vendarle potem ta zaplet razrešili in zakon je bil včeraj na vladi tudi potrjen. Pri gospodarstvu bomo seveda v Novi Sloveniji v prihodnjih mesecih dali zlasti poudarek na digitalizaciji, debirokratizaciji in pa tudi davčni reformi. Te tri zadeve so za nas ključne. Kar se tiče digitalizacije, je svet, ki ga vodi gospod Mark Boris Adrianič, pripravil 41 zelo konkretnih predlogov. V Novi Sloveniji bomo storili vse, da se te predlogi čim prej realizirajo in da pridajo v prakso. Vsakodnevno življenje kaže na to, da ko govorimo o digitalizaciji je eno, potem, ko pridemo do prakse, se pokažejo neke težave, tudi zdaj v odnosu do zagotavljanja teh digitalnih potrdil, in to je še dodaten razlog, da moramo bolj pogumno zakorakati v smeri digitalizacije in seveda odpravljati vse ovire, ki se pa seveda pri teh stvareh pojavljajo, da nas ta stvar ne sme prestrašiti, ampak nas morajo pogumiti, da delamo korake naprej. Glede debirokratizacije sta bila prav tako včeraj sprejeta dva zelo pomembna zakona. Eden je zakon o urejanju prostora, ki je pomemben zlasti za občine, ker bo omogočil hitrejše sprejemanje občinskih prostorskih načrtov, pa tudi državnega prostorskega načrta, in pa seveda gradbeni zakon, ker je ključna stvar, da se bo pospešilo pridobivanje gradbenega dovoljenja. Mislim, da na takšen način bomo najlažje razprli vse investicijske potenciale, ki jih Slovenija ima, in potisnili tudi gospodarsko zgodbo naprej. Pri davčni reformi se pa seveda odvija že na različnih nivojih prava bitka, ampak tukaj smo mi na strani tega, da je absolutno nujno, da se določene davčne obremenitve znižajo, zato da bo Slovenija za tuje investicije in pa tudi za življenje naših ljudi bolj zanimiva, bolj privlačna, in se držimo preprostega principa, da več kot bomo pustili ljudem, močnejša bo tudi domača potrošnja in bo tako prispevala k temu, da se bo gospodarsko kolesje vrtelo hitro, kot se le da. Torej, če povzamem in če zaključim, v prihodnjih mesecih je poleg predsedovanja za Novo Slovenijo vsekakor prioriteta okrepitev našega zdravstvenega sistema in pa nadaljnje spodbujanje gospodarstva. Tem elementom, tem dejavnostim bomo tudi podredili naše delo.